spoštovani obiskovalci, dragi gostje, novinarji, lepo pozdravljeni na današnji novinarski konferenci Založbe Učila International, ki smo jo priredili ob izidu Guinnessove knjige rekordov 2023. Leto je hitro naokrog, nova knjiga je pred nami, polna nenavadnih, osupljivih, fascinantnih, včasih bizarnih, vedno pa vznemirljivih rekordov. Moje ime je Branka Fišer in vam bom v nadaljevanju s kolegico Mojco Benedičič, ki je uredila slovensko izdajo knjige, to knjigo predstavila. Mi bodo pa pri tem pomagali tudi slovenski rekorderji, ki so vključeni v knjigo. Zato najlepše med nami pozdravljam tudi košarkarja Luka Trpina, direktorja podjetja Matica MB Mateja Burgerja, Ivana Koncuta iz občine Lendava in Mateja Rosa, predstavnico za stike z javnostmi Predjamskega gradu. En lep pozdrav vsem skupaj. No, še preden se torej začnemo ukvarjati s slovenskimi rekorderji, podrobno predstavimo, kaj povemo o vseh rekordih, pa predajam besedo kolegici Mojci, ki bo predstavila letošnjo izdajo knjige. Kaj je torej novega, je treba kaj še posebej izpostaviti. Pozdravljeni vsi tudi v mojem imenu. Ja, nova Guinnessova knjiga je pred nami za leto 2023, kot vedno za eno leto naprej. V tem letu, v katerem nastaja knjiga, so dobili na Guinnessu več kot 38.000 prijav za nove rekorde. Lahko si predstavljate, to je velika številka. Od teh so jih potrdili 4.900 in še nekaj. V knjigi pa je narejen izbor iz teh rekordov in sicer jih je v knjigi 2600, skoraj 2700. Več kot 80% teh rekordov v knjigi je novih ali pa izboljšanih, tako da je vsebina skoraj v celoti nova, glede na prejšnji. Kot sama številka že pove, je postati rekorder in biti vpisan v Guinnessovo knjigo rekordov še zelo visoko na seznamu želja posameznikov zelo različnih področji življenja. Je pa v tej knjigi za naslednje leto tudi nekaj osnovnih vodilnih tem. Prva tema je vidna že z naslovnice in sicer je to tema vesolje. V zadnjem letu so tudi pri Guinnessu opazili, da si vedno več ljudi želi osvajati rekorde tudi izven našega sveta, torej v vesolju. Zato se tudi prvo poglavje v knjigi začne v vesolju. Posamezniki si prizadevajo, da bi bili prvi v vesolju, najvišji v vesolju, najstarejši v vesolju, najmlajši ljudje v vesolju. Nekateri pa tudi, da delajo aparate oziroma vozila, ki so največja ali najdlje zdržljiva v vesolju. Druga tema Guinnessove knjige rekordov je raznolikost in vključenost. Prizadevamo si, da bi si v Guinnessovo knjigo rekordov vključili ljudi iz zelo različnih področij in tudi recimo ljudi, ki so telesno ali duševno ter gibalno ovirani. Zato se ta izdaja posebej osredotoča na rekorde, ki so jih dosegli ti ljudje. Posebno poglavje pa so tudi otroški rekordi. Moramo vedeti namreč, da otroci njihova telesa niso sposobna dosegati določenih rekordov, tako da so standardi prilagojeni otroškim rekordom, da bi bili tudi oni lahko vključeni v knjigo. Tretja tema pa obeležuje 150. obletnico romana Žila Verna v 80 dneh okoli sveta, ki bo naslednje leto, leta 2023. In tako so pripravili poglavje v 300 rekordih okoli sveta. Ti rekordi potujejo po celem svetu, po različnih državah in predstavljajo različne stvari z različnih kontinentov in v tem poglavju je tudi zelo lepo predstavljen Predjamski grad, o katerem bo tudi kolegica nekaj povedala. Še nekaj posameznih značilnosti ima ta knjiga, poglavje Mladi uspešneži, ki se osredotoča na uspešneže, ki so mlajši od 15 let. Posebno poglavje je Dvorana slavnih, v katero vključujejo
slavne rekorderje, ki so potem navdih tudi drugim, predvsem mladim. Zanimiva pa je tudi tema Od blizu, ki predstavlja različne živali, hrano in podobno, če jih postavimo v urbano okolje, tako recimo naredijo simulacijo sivega kita sredi Londona, na Washingtonu, Washingtonu pritrdijo hamburger, ki predstavlja največjo proizvodnjo govejega mesa in tako naprej. Torej, kot vsako leto ta knjiga predstavlja rekorde zelo različnih področij in tudi slovenski rekorderji so del teh zelo različnih področij, kot boste videli, ko jim boste pristopili. Tako da nekaj sami povejo o tem. Najlepša hvala za te informacije. Kot smo torej slišali, knjiga prinaša skoraj 3000 rekordov, natančneje 2697. In od tega je, kar nas vedno vse najbolj zanima, 17 slovenskih. No, novi slovenski rekordi v knjigi za leto 2023 so po vrstnem redu v knjigi: največja matica, matica MB, najtežji flash spon, ženska Janja Garnbret, najdaljša prejadrana razdalja v dvoje na barki tipa Dingi, Uroš Kraševec in Maruša Močnik, najstarejši neprekinjeno delujoči slovenski narodno-zabavni ansambel Štirje kovači, največ zmag, zaporednih zmag na španski dirki Vuelta, Primož Roglič, največ košarkarskih osmic v minuti in največ košarkarskih osmic z odbojem v minuti, Luka Trpin, in največja količina bograča, občina Lendava. No, drugi slovenski rekordi v knjigi so še največji jamski grad, to je Predjamski grad, in najhitrejši maraton med vrtenjem obroča hula hoop Saša Keni. Ob teh, ki sem jih navedla, je v knjigi predstavljenih še 7 rekordov, ki pa so bili kdaj v preteklosti že objavljeni v kateri od izdaj. Skupaj torej 17. Kot sem že prej omenila, so nekateri izmed rekorderjev oziroma nosilci teh rekordov danes z nami in te rekorde bomo v nadaljevanju torej podrobneje predstavili. Prvi, glede na to, da je v zadnjih dneh košarka najpomembnejša prostranska stvar vseh nas, tudi mi začeli kar z njo. Z nami je košarkar Luka Trpin iz Ljubljane, včasih aktiven igralec, sedaj pa trener, je pa nosilec kar 2 rekordov, pisanih v Guinnessovo knjigo rekordov. Luka, lepo pozdravljeni, upam, da bomo rešili tole in se boste dobro slišali. Lepo zdrav. Lepo zdrav, dobro. Možemo rešili. Kole. Lepo zdrav. Ja. Dobro, opis na strani 249 v razdelku v zadnjem hipu se glasi: največ košarkarskih osmic v minuti. Luka Trpin, Slovenija, je 15. januarja 2022 v Ljubljani v Sloveniji opravil 74 lastnih podaj v obliki osmice nad svojimi nogami. Že 18. decembra 2021 pa je prav tako v Ljubljani dosegel največ košarkarskih osmic z odbojem v minuti 67. Največ košarkarskih osmic in največ košarkarskih osmic z odbojem v eni minuti. Luka, vem, da imate s sabo žogo, nam pokažete, kaj je to in kakšna je razlika med osmico in osmico z odbojem in kako je torej to sploh potekalo, mogoče kar tukaj od spredaj. Takoj, da že z demonstracijo začeli. Bi kar z demonstracijo začeli, najboljše. Boste dobili potem mikrofon nazaj. Zdaj me zanima samo to, kaj točno to pomeni in mogoče pokažete, kaj so torej osmice in kaj so osmice z odbojem. Potem bo pa kolegica pripravila tudi
da si boste lahko v ozadju ogledali filmček in sami čutili, kako dolgo traja ta minuta, da se tolikokrat to ponovi. Prosim, Luka, kar malo nam predstavite, zakaj gre. Za košarkarske osmice brez odboja gre, se pravi, delaš osmico med nogami, s tem, da žoga ne sme pasti na tla, pa ne sme se ti dotakniti noge, pa ne sme ti uideti žoga. Ampak zdaj pa zadeva je pa taka, da ena osmica je ena, ne? Se pravi, dvakrat, kad daš med nogo, Dvakrat okoli enkrat, je v bistvu ena. Ne? Zdaj pa v eni minuti, meni jih je uspel 74 narediti. Če lahko kakšen drug proba, ne, bomo videli. Mogoče na koncu proba še kdo drug, bomo malo preizkusili, koliko smo sposobni, ampak mislim, da je tukaj vzadaj kar precej treninga, ne? Ja, mislim, v bistvu sama izvedba teh gibov ni težka, ne. Najtežje je zdržati eno minuto pa to delati. Pa brez napake, ker čim si narediš malo napako, se prekinemo še od začetka delati. Kolikokrat ste mogli pa ponoviti, recimo? Ko sem postavil rekord. Ja, ko ste postavljali rekord. Oba rekorda mi prvič ni ratalo, šele v drugo. Skratka, prvič je šlo in je bilo kaj, ste se dotaknili kolena, Ja, ali je žoga všla? Malo trema, malo začneš preveč na hiter, namesto da bi z občutkom, pa takoj napaka, pa se malo skoncentriraš, pa v drugo šlo. No, pokažite nam zdaj pač 5 enih pa 5 drugih, pa potem se bomo pa začeli še malo pogovarjati. Pač brez odboja, se pravi, čim hitreje delaš, ne? Z odbojem pa isto. Hitrost, ne? Prosim? To še ni bila polna hitrost. Blizu. Ja. Če bi se malo grel, bi bilo že malo boljše. Z odbojem pa isto, se pravi, pa samo odbiraš. Čim hitreje. Ampak se pravi, poudarjate, da ne sme biti napaka. Sami te gibi so čisto košarkarski, vsi, ki so košarko kdaj igrali, trenirali, poznajo te gibe, sam zdržati pa brez napake naredi to najtežje. Bravo. Hvala, Luka, za to demonstracijo, kot sem že rekla. Na koncu boste lahko poskusili pod nadzorom in verjetno tudi z najrazličnejšimi informacijami, na kaj morate paziti tudi vi. Bomo poskusili, ne? Ja, zdaj mi pa povejte, vse skozi se že ukvarjate s košarko, kako pa je prišlo sploh do ideje, da bi pa postavili ta rekord? Kje? To ste se vi spomnili? Ja. To je res, že praktično večji del življenja se s košarko ukvarjam. Pa v bistvu v zadnjih letih sem se tudi malo začel ukvarjati z košarkarskim freestylom, se imenuje, to se delaš razne trike za žogo. In potem sem malo gledal po teh socialnih medijih po svetu, pač druge košarkaše, te freestylerje, ki to delajo. In sem opazil, da nekateri pa postavljajo te rekorde. In sem potem malo teh rekordov pogledal. Predvsem so najbolj znani v tem, te Harlem Globetrotters iz Amerike, po mojem njih. Vsi to znajo, ja. Se so tudi v teh Guinnessovih rekordih. In sem si pogledal par teh rekordov, pa gledam, pa sem si mislil, to bi lahko pa tudi jaz podelal. Ko sem poskusil, sem videl, da lahko poderam in sem rekel, zakaj pa ne, če lahko, zakaj pa ne. Kdo vam je pa pri tem pomagal? Mogli ste imeti nekoga, ki je to snemal, ki je to meril, ki je to, skratka, kako naj rečem, sodnike, ne? Ja, pravila so kar določena, relativno dosti stroga, morata biti 2 priči zraven, ki vse pregledujeta, da ni kakršnega koli goljufanja. Pa štejeta, onega štejeta, koliko si imel teh ponovitev, pa morata biti 2 časomerilca. Mora biti posnetek tebe, se pravi prav rekorda, ki ga postavljaš, pa mora biti en posnetek celega dogodka. Mora biti slikovni material, se pravi do zadev, tako da oni res vidijo, da ni bilo kakršnega koli manipulacija. In potem vse to pošljete in pri vas se je zelo hitro potem tudi odvilo, ne? Ja, 3 mesece je trajalo, da so oni to pregledali, so mi sporočili, da sem postavil rekord, da je bilo vse po pravilih. Za koliko ste ga pa izboljšali? Oba, no? Ja, ta z odbojem je bil prejšnji 62, pa sem jaz postavil 67. Brez odboja je bil pa 64, pa sem jaz postavil 74.
No, ampak rekli ste, da se že skozi ukvarjate s košarko, ne, tudi s tem freestylom, ampak verjetno je bilo vseeno, preden da ste se odločili, da boste postavili ta rekord, ne vem koliko dni, tednov, mesecev, ste trenirali vsak dan, kako je bilo to? Ja, mislim, tako kot sem že prej povedal, sami te gibi so čisto košarkarski, ne. To v bistvu je že praktično del življenja delam te gibe, ne, ki so povezani s košarko. Problem je bil ta psihičen, ne. Se pravi zdržati pred kamero, ko te vsi gledajo, 1 minuto, brez da narediš napako, ne, to. Mislim, ni bilo zdaj, da bi, ne da bi se hvalil, ni bilo zdaj nekega full treninga, ampak to je bila ta psihična priprava, ne. Mogel sem parkrat doma to izvesti rekord sam zase, da vidim, da sem ga sposoben podreti, pa se sam skoncentrirati, ko te vsi ostali gledajo, ko te kamere snejo. So bili pa prijatelji to, ne, ki so vam pomagali, verjetno tudi košarkaši. Tako, vsi košarkaši, vsi povezani s košarko so mi pomagali. Kaj pa zdaj naprej? Bo šel rekord naprej? Bo se kak drug postavil? Ja, v bistvu imam že prijavljena 2 nova rekorda. Aha, že, kaj pa? Ja, en je, se imenuje pike dribbling, ne vem, ja, malo čuden ime. To pa je? Ne vem, lahko pokažem, na primer. No, to bi bilo super. Gre za zadevo, da moraš 2-krat tapkati žogo pred sabo, pa 2-krat za sabo, se pravi. Aha, roke od spredi, roke od zraja, ja, ne? Zaradi tega nekako se imenuje pike, ja. ker si na vse strani. Rekord je 81 v 1 minuti. Spet zadeva ni toliko težko, kar se gibov tiče, sam zdržati je zelo naporno. Sprednji zoni šteje kot 1, ne? Ja, se pravi 4 dotiki so 1. Tako. Rekord je 81 v 1 minuti. Se pravi, kar dosti težko. Sem že parkrat probal, ne vem, jaz imam tako 84-85 narediti, tako da po moje bom podrl to. In kdaj pa? Ne vem. Zdaj med poletjem ni bilo več, ker so vse telovadnice zaprte. Zdaj, ko se začnejo te rekreacije pa treningi, ko se dvorane odprejo, bomo se dogovorili pa podrli. Vso srečo in hvala za ta pogovor in predstavitev, kot sem že rekla, po koncu bomo pa še poskusili. Luka pravi, da je bila pot od ideje do uresničitve pri njemu precej kratka. Nekoliko dlje časa pa je trajalo, da smo v Sloveniji dobili največjo matico na svetu, 2 toni težko skulpturo, ki si jo lahko ogledate v Komendi. No, danes je z nami direktor podjetja Matica MB, Matej Burger. Lepo pozdravljeni. Ja, hvala lepa. Na vpis na strani 5 se glasi: največja matica. Podjetje za izdelavo matic, Matica MB, je pred svojim skladiščem v Komendi v Sloveniji postavilo orjaško matico z merami 3,6, 4,16 in 2 metra. 6-kotna matica tehta 2 toni in je bila osrednja točka akrobatske kaskaderske predstavitve na predstavitvi skulpture maja 2020, pa bi si mogoče za začetek kar ogledali predstavitveni video. Ta matica je vendarle prevelika, da bi jo predstavili sem za ta dogodek. Prosim. And boldest challenges. The earth and everything on it is evolving and revolving. Everything is set in motion. Everything has a cycle. Stepping beyond the limits of the possible takes big nuts. And we've got the biggest in the world.
videli, nekaj bomo videli še v nadaljevanju, slike izdelave, slike prevoza, pa si mogoče lahko kar sproti ogledamo. Gospod Burger, najprej iskrene čestitke, seveda, da je to uspelo. So vam pa v Guinnessu dodelili tudi zelo eminenten prostor. Umeščeni ste na 5. stran in še to v urednikov vodnik, pa še slikca je dodana. Kakšni so vaši občutki? Ja, sigurno je to pač neko priznanje, predvsem, da smo pač v ospredju. Je pa zadeva, bom rekel, tudi iz tehničnega vidika dosti zahtevna, tako da seveda smo ponosni na to in gremo samo dalje. Kako pa je prišlo pri vas do ideje? Kdo je dal idejo, da bi to postavili? Pri nas je že nekaj časa pojavljala ideja, da bi iz našega podjetja Matica MB naredili nek brand, ki ne bi prepoznaven samo v Sloveniji, ampak tudi s partnerji, s katerimi delamo v tujini, se pravi v Evropi, po svetu, in da gremo mogoče iz okvirjev nekega poprečnega marketinga. Odločili smo se, zato ker že naše podjetje, da ne ostanemo samo pri imenu Matica MB, ampak da tudi fizično naredimo nekaj velikega, nekaj mogočnega, da smo v nekem okvirju, bom rekel, naš simbol, in to je ta matica, ki je največja na svetu in seveda tudi dali smo neko moto zraven kvaliteta, znanje, sanje, ki bi bil tudi nekako prepoznavnost našega podjetja in tudi mogoče neka odličnost, predvsem zaradi tega, ker imamo neko vsakoletno rast našega podjetja. Koliko časa je pa trajalo, recimo takrat, ko ste se vi odločili, da bi to naredili, pa potem, da se je to dejansko izvedlo, kar nekaj časa traja, da tako skulpturo narediš, a ne? Ja, leta 2019 smo se pač začeli počasi preseljevati v naše nove poslovne prostore in takrat, konec tega leta, se je začela ta matica delati, pač pri našem kooperantu, podjetje Rastlina OK. In v bistvu se je delala 3 mesece pa pol, tako da v eni veliki seveda delavnici, ki pač je mogla tudi prostorno biti primerna za te tovrstne zadeve. Tako da 3 mesece pa pol se je delala. Je pa seveda, ko je enkrat ta matica narejena, je problem pač ven iz delavnice dati in tako. Ker je tako ogromna. Ker je tako ogromna in če bi bila, rečemo, 2 cm višja, bi bil že problem. Zdaj matica se ne da zmanjšati, verjetno bi mogli podreti delavnico. Tako da, ja, je bila v bistvu dosti hitro narejena, je pa iz nerja večjega materiala, tako da pripeljali so jo pa do našega podjetja, preko podjetja Dvig v Ljubljani, se pravi s, bom rekel, kar enim tudi mogočnim tovornjakom. To si lahko zdaj, to lahko vidimo na slikah, ne? So jo dvignili, ja. Tako, ja. In seveda potem smo imeli že, ko je bila postavljena, smo imeli že čez par dni že akcijo s klobasko skupino Dunkin' Devils. Takrat je bila ta, bom rekel, COVID kriza, vse je bilo zaprt, ko smo pa naredili pač nek show, tudi zaradi tega, da se pač nekaj sprosti, nekaj dogaja. In seveda stvar je potem, bom rekel, zdaj postavljena pred našimi poslovnimi prostori v Komeni. Ta matica največja na svetu. Tale šov smo videli takrat v predstavitvenem filmčku, to je bilo verjetno nekaj. Tako, to je to. Ta šov je takrat nastal, približno trajalo je tam 3 do 4 dni. Moram reči, da smo zelo dobro sodelovali z Dunkin' Devilsom, sodelujemo, tako da mislim pa, da tudi so odpadli nekako iz tem, kar so oni delali. Je bilo pa tudi seveda tudi za njih v končni fazi zelo navaren, noter je navoj in kot ste videli, so te vragolije, čez navoj, ko so skakali, ena neprevidna poteza bi lahko tudi kakšne posledice prinesla, ampak hvala Bogu, so res profesionalci, se tudi tega ni prišlo.
Ampak zdaj, pa, kot ste rekli, matica v bistvu služi samo temu, da je en tak zelo impozanten znak pred vašo stavbo, ali se tudi dogaja še kaj okrog nje? Ne, to je, kot sem rekel že prej, to je naš simbol neke veličine, dobrega dela, bom rekel, in zaposlenih, in podjetja, tako da, jaz bom rekel, naše poslanstvo je, da skrbujemo, bom rekel, naše kupce s neko nemoteno dobavo, ne? In tudi zaradi tega pač želimo, da klele v bistvu vsi naši zaposleni, da vejo, kaj to pomeni, če manjko podjetje en vijak, ena matica in da brez tega tudi proizvodnja lahko stoji. In zato je tudi ta matica, bom rekel, nek simbol, bom rekel, resnega profesionalnega odnosa do naših kupcev. Pa boste kaj proslavili to, da ste zdaj v knjigi rekordov? Proslavljamo, moram reči, izkosno. Imamo tudi v bistvu, prejšnji teden smo imeli tudi nek tehnične dneve za študente v našem podjetju, srednja strojna in kemijska šola na Aškoču so bili pri nas in imamo tudi razne, imamo zraven nogometno in košarkarsko igrišče, se pravi, tudi pridejo druga podjetja igrati k nam, tako da imamo tudi razne piknike, tudi ne samo za nas, tudi informativne dele, tudi za druga podjetja, tako da se skozi dogaja, glavno, delamo pa po delih, vse naenkrat težko predpiraš naš obit. No, hvala lepa za ta pogovor. Želim vam, da gre vaše podjetje res tako naprej, ko ste rekli, kako je že tisti slogan upisan? Kvaliteta, znanje, sanje. No, kvaliteta, znanje, sanje. Ne res tako drži. Hvala. Ja. Govorili smo o 2 tonah, neke izjemne mere, pa so povezane tudi z našim naslednjim rekordom, ki ga bomo predstavili, in sicer z 1800 kg. In to bograča, ki so ga skuhali v Lendavi, in z nami je predstavnik občine Lendava, gospod Ivan Koncut, ki nam bo predstavil ta okusni rekord. Lepo pozdravljeni. Lepo zdrav. Na opis na strani 247 v razdelku v zadnjem hipu se glasi: največja količina bograča. Lendava je znana kot svetovna prestolnica bograča, tradicionalne slovenske gastronomske specialitete. V organizaciji občine Lendava, Slovenija, so tam 4. septembra 2021 skuhali največjo količino bograča, 1801 kg. 1801 kg, kar težko si predstavljam takšno količino. Kje ste sploh dobili tako velik kotel? Ja, količina je res impozantna, moram povedati, ne. Kotel smo dobili od ena tovarna, ga je nekoč naredila in s tem kotlom smo mi potem nastopili. Bilo je tako, da nekaj 1500 kg naj bi ga bilo, ampak ko so naši kuharji začeli to kuhati, ko so videli, da se da večja količina tudi not, je na koncu bil rezultat 1801 kg. Moram povedati tudi to, da je to največja količina postrežnega bograča, se pravi bograča, ki je imel 3500 porcij in so ga na licu mesta, takoj ko je bil skuhan, po 16 urah tudi prodali obiskovalcem, kajti to se je dogajalo na Lendavski trgatvi. Ves je šel, ne? Verjetno nič ni ostalo, ja. Pa si mogoče za boljšo predstavitev še prej pogledamo video, da bomo videli, kakšen je ta kotel, kakšne so kuhalnice, pa boste kaj več povedali še potem.
Kar nekaj kuharjev smo videli, da je bilo tam okrog kotla. Koliko jih je sodelovalo? Kuharjev samih kot kuharjev, pravih kuharjev, je bilo 6 in imeli so 20 pomočnikov. 20 pomočnikov. Tako. Verjetno je bil pa eden prav tisti glavni, Tako. ne, ker vsi vemo, to meni cook spoil the broth, ne? Če jih je preveč glavnih, potem hiter. Ne, bil je en glavni Jože Horvat, ki je tudi bil kuhar v hotelu Ripa, ki ga sedaj več ni, oziroma je pod drugim imenom, je pa sedaj glavni šef v hotelu Radin v Radnici. Tako da je zelo priznan kuhar in tudi on je celotno ekipo vodil, tako da so te 16 urah pripeljali do konca. Ker je treba le narezati toliko mesa, ne? Ja, jaz vem, kaj mora biti v bograču in vem, kako bograč mora izgledati, ampak bom vseeno prebral, da se ne bom zmotil. Čebule je bilo okrog 400 kg. Oni so pražili to dobre 3 ure, preden so začeli kuhati bograč. Vseboval je še 4 kg česna, 220 kg govedine, 160 kg divjačine, 300 kg svinjine, 400 kg krompirja, ki se ga doda čisto na koncu, 22 kg začimb ter 12 litrov, moramo dati lendavskega vina. Bog ne daj, da je bilo kakšno drugo notri. Prav vsako ne paše, ne? Ne, niti slučajno. Tako da, to je ta količina, ko se je ta količina zbrala, ko se je mešala, ko se je kuhala, je nastalo 1801 kg tega našega bograča. Kaj pa ta recept, ne, to, kar ste zdaj povedali, to je ta recept in vsi, če hočemo skuhati, skuhamo takšnega, imate še kakšno posebno začimbo, karkoli takšnega, kar date še vi noter za lendavski bograč? No, letos je kuhal bograč tudi šef Luka pri nas, in ko je prosil naše kuharje, ker imamo bograč vesti in kuha po ulici, letos je kuhalo, mislim, da 66 kuharjev, tekmovalni bograč, temu rečemo, tekmujejo. In ta šef Luka ni mogel niti enega Lendavčana dobiti recepta. Tako da je to mala skrivnost, ampak recept je pa na spletni strani, tako da lahko tudi vi skuhate. Ampak on to ni vedel, in ko je hodil okrog, je prosil, če mu lahko pove, kako se to kuha. Moram pa povedati, da je skuhal zelo dobro. Ste pa omenili, ko smo se pogovarjali, da tudi neko nadgradnjo sedaj načrtujete tega rekordnega bograča. Res je, mi smo svetovna prestolnica bograča. Ponosni smo, da je bil pri nas gospod Danilo Türk, takrat predsednik, in je tudi to našo, bom rekel, Lendavo proglasil kot svetovno prestolnico bograča. Mi smo na to zelo ponosni. Ampak, ker to ni dovolj, smo se mi sedli za mizo in predebatirali med sabo, vsi te kuharji, pa vse, kar je bilo, kaj bi lahko še z tega storili. In odločili smo se, da bomo dali razpis ponudnikom, bodisi restauracije, bodisi kuharjem, bodisi vodjem strežbe, kakorkoli že, da odpremo hišo Guinnessovega bograča. Se pravi, da restauracija, kjer bo vedno bograč na voljo, kjer bodo same domače jedi, niti prekmurska gibanica slučajno ne sme manjkati tudi tukaj, in ne bo se prodajalo nič drugega kot domače jedi, ni Coca-Cola, ni pice, ni česa drugega. In če je to nadgradnja... Lendavsko vino. Lendavsko vino, obvezno. Zdaj sicer ni tema tega govoriti o lendavskem vinu, je pa še en prestiž za mene, ki bi ga rad predstavil, ampak vem, da ni prostor za to danes. Najlepša hvala. Jaz sem želim, da pač ta restauracija čim prej začne delovati in da bomo lahko vsi skupaj prišli na bograč. Ja, tudi mi upam. Hvala lepa. No, zdaj pa še k zadnjemu slovenskemu rekordu. Gre za predjamski grad, ki se je prislužil naziv največjega jamskega gradu. Na strani 134 lahko v posebnem razdelku, ki nosi naslov Okoli sveta v 300 rekordih, preberemo. Predjamski grad. Na jugozahodu Slovenije, blizu Postojne, lahko raziščete edinstveno delno podzemno utrdbo. Visoka je 35 metrov in je največji jamski grad na svetu. Oboževalci Igre prestolov bodo navdušeni, še posebej julija, ko v njej potekajo srednjeveške igre v kostumih.
V bližnji Postojnski jami se lahko z vlakcem peljete skozi osupljivo podzemno kraško pokrajino, polno sanskih tvorb, za katere se zdi, da so prišle naravnost iz domišljije slikarja Salvadorja Dalija. No, z nami je predstavnica za odnose z javnostmi Predjamskega gradu, gospa Matija Rosa. Lepo pozdravljeni. Pa še preden, da spregovoriva o rekordu, si pogledava tudi tukaj promocijska filmčka o Predjamskem gradu, pa tudi o Postojnski jami. Gospa Rosa, vas ne moram vprašati, tako kot vaše predhodnike, odkot ideja, da bi postavili ta rekord. Rekord si je grad prislužil že samim obstojem. Me pa zanima, ali ste vedeli, da ste vključeni v najnovejšo Guinnessovo knjigo rekordov? Letos smo bili pravzaprav prijetno presenečeni, ko smo ponovno dobili najprej e-mail sporočilo. Sicer pa prvič je bil Predjamski grad v Guinnessovo knjigo rekordov vključen že leta 2014 oziroma 2015. Tako da ja, se ponašamo s tem nazivom že kar nekaj časa in se mi zdi, da je lepa promocija to, da si vključen v Guinnessovo knjigo rekordov ne samo za nas, pač pa tudi za slovenski turizem, za Slovenijo, ker ko nekemu obiskovalcu ali pa ko potencialen obiskovalec obišče našo spletno stran in ga gleda, to je pa Guinnessov rekorder, takoj posveti temu veliko pozornost. Se vam zdi, da se vam pozna, da to prinese nekaj dodatnih obiskovalcev? Sem prepričana. Mislim, da je Guinnessova knjiga rekordov v teh letih res postala neka eminentna knjiga in je napis Guinnessov rekorder nekaj zares izjemnega, kar pač privleče ljudi. Res je poseben ta grad, ne? Jama tudi. Ampak kako pa vi gledate na to? Zakaj se vam recimo zdi, da je ta grad tako poseben? Kaj bi recimo opisali kot tisto bistvo, kaj ga dela res takega edinstvenega? Ja, po eni strani je Guinnessov rekorder, ker je najdaljši jamski grad na svetu, po drugi strani nekateri pravijo, da je najbolj pravljičen grad, verjetno zaradi tega tudi privabi toliko filmskih ekip k nam na obisk. Sama pa mislim, da ima vse, kar imajo veliki, recimo temu, res zanimivo zgodbo, legendo, romantično legendo o Erasmu Predjamskemu. Ima skrivnost in sicer ta skrivni Erasmov predor, ki vseh intrigira, vse zanima, kam pelje, kako je preživel več kot leto dni Erasm lahko v tem gradu.
In pa seveda všeč mi je, da ni samo grad, je tudi jama pod gradom, ki je mnogi, niti Slovenci recimo ne poznamo, pa je druga najdaljša turistična jama v Sloveniji. In pa ta kombinacija, arhitekturna kombinacija narave, se pravi jama in dela človeških rok. To je recimo tisto, kar mene najbolj fascinira. No, ko ste omenili Erasma, tudi on je bil na nek način rekorder, če tako gledamo, skoraj celo leto je tam vzdržal, preden da se je mogel prebrati. No. Ja, eni pravijo, da je bil slovenski Robin Hood, eni pravijo, da je bil en velik lisjak, je pa njegova življenjska zgodba, ta njegova moč, upor, definitivno zanimiva. Omenili ste že prej, da grad velikokrat služi za filmsko kuliso, ne? Ni bila sicer ta Igra prestolov, ni bila snemana tam, ne? Kolikor jaz vem, ali je bila? Mogoče vi veste, zagotovo veste več. Ampak Witcherja pa so snemali tam, ne? Ja, recimo George R. R. Martin nas je obiskal in prav Predjamski grad je bila recimo inspiracija za njegovo delo. Toliko, ko smo že v takem lepem ambientu. Sicer pa ja, eden prvih, ki je snemal v Predjamskem gradu, je bil Jackie Chan, ki je prav pri enem odskoku utrpel eno svojih najhujših poškodb in je njegova kariera pravzaprav že visela na nitki, da jo bo takrat zaradi te poškodbe zaključil. Ja, Witcher, to je bila pa velika skrivnost letošnjega leta, dolgo smo se pripravljali na to snemanje, težko zadrževali skrivnost. Potem pa končno dočakali Henryja Cavilla in seveda Witcherja, ki bo menda na sporedu skupaj s Predjamskim gradom v začetku 2023. Skupaj z Guinnessovo knjigo, ne? Skupaj z Guinnessovo knjigo, ja. Idealno, skratka, umestitev v Guinnessovo knjigo 2023 in potem še vse to na televiziji. Redo. Najlepša hvala vam za te informacije. Glede na to, da je Predjamski grad grad, ki ostaja, Predjamski grad se zagotovo znamo videti še na kakšni predstavitvi, ko bo zopet vključen v tole knjigo. Hvala.